Bom posnel tale video okrog tele ženske volilne pravice. Namreč 12. avgusta sem jaz tweetnil en tak simpatičen, provokativen tweet. Želel sem pa izpostaviti, da se v politiki gomili ogromno patoloških narcisov, všečnih. Všečni so pa predvsem babam, ker mi moški vemo, da so bleferi. Te narcisi imajo pa deficit v moralnem razsodju, kar pomeni, da imajo šibek nadjaz, glumijo, samega sebe igrajo in babe jim nasedajo. Jaz sem potem tweetnul, ker se je obeleževala 100. obletnica volilne pravice, tako po svetu, mislim pa, da bolj v ZDA, češ, sufražetke so se strašansko to prizadevale, da bi ženske dobile volilno pravico. In so jo dobile. Jaz sem pa zdaj pa to namignil, da teoretsko gledano, če ženske ne bi imele volilne pravice, bi bili v politiki čist drugi moški. Popolnoma druga struktura politikov bi se nahajala v politiki, povsod po svetu, če ženske ne bi imele volilne pravice. Ker mi moški bi točno vedeli, kjer so bleferi, kjer so nesposobni, kjer so glumci. In teoretično gledano, se pravi, ženska, ko voli njeno nezavedno. V nezavednem pa prebiva pohota. Seksualna želja. Seksualnost je ključna pri tem, da se mi za nekaj odločimo. Ker svobodne volje, pazite, svobodne volje ni. Voli naše nezavedno. Zavest v resnici ne ve, kaj nezavedno resnično misli. Se tudi moško nezavedno je kontaminirano z nečem. Ampak moški, ko voli moškega, ne voli zato, da bi se z njim dol dal. Kvečemo bi obkrožil kakšno žensko na račun njene lepote. Zato se tudi znajde v politiki tudi všečne ženske, ki pa dobi glas moškega, ker ima neko seksualno afiniteto, ki je nezavedne narave, pa tudi lepe ženske v politiki so privlačene za identifikacijo nekih potencialnih volivk. Ampak načeloma ženska zna voliti nekega očeta, do katerega pač nima tabuja in cesta, in ga voli, kar ji je všeč. Ampak ta všečnost je pa v politiki v domeni patoloških narcisov, ki se kronično režijo, imajo plave oči, se režijo, si dajo beliti zobe, hodijo v solari, da so lepi. Ala Pahor, A pa tudi Kučan, tam recimo, mejhin luškan pa plave očke. Tudi, rekel, žensko volilno telo ni tako nedolžno pri popularnosti Janeza Janše na desni strani. Tudi posod po svetu so ženske zelo pomembno zaznamovale politiko oziroma klientelo moških, ki so se znašli v politiki. Ampak ti moški igrajo same sebe zato, da bi bili všečni. Ko sem jaz to tweetnul, me je nažgal prvi, 12. avgusta sem to tweetnul, Alen Maksuti, takoj že isti dan. To je nek levi hlapec, tam politični analitiki, ki se sil pa pojma nima. Režim ga pa, levi mediji ga pa forsirajo. Se ne rečem, da na desni tudi ni kontaminacije v politični analitiki, ampak nekdo, ki se hoče politično analitično izpostaviti, mora kot subjekti stopiti svoje politične opredeljenosti in mora razmišljati svojo glavo, z razumom. Subjekt mora zapustiti diskurs. Je osnovno pravilo diskurzivnega razmišljanja, ki bi moralo biti vodilo v politični analitiki. Jaz to poskušam in teoretsko to izpostavim in kdo bo drug, Alenka Bratušek, ki potem še nekje apelira na te ženske, močne ženske, falične ženske, stopimo skupaj, češ, volite me, in pa vseka po vodepu. Ima 100 delitev tega mojega tweeta na Facebooku, pa 200 nekih replik in zlivajo tam gnojnico po meni in jaz sem včeraj repliciral 10-krat. Danes zjutraj, vse je zbrisal. Pa jaz nisem nikogar žalil, samo utemeljeval sem tezo. In ta političarka, v objeme svoje moralne nerazsodnosti, je zbrisala vse moje komentarje.
ki so bili polemični. Jaz sem želel mojo tezo utemeljiti, da jaz v bistvu skozi ta tweet napadam pokvarjenost moških politikov. Ne? In ena Aleksandra Pivec je v teh časih zasenčila cel Desus, ta moški Desus, pa ni neka briljantna političarka. Ne? Tudi Alenka Bratušek je zobe pokazala svojemu Jankoviću, pa je Tamara Vonta, skupaj so zapustile svojega všečnega Jankovića, ne? In so imele, ko bi rekel, jajca. In to sem pri njih cenil. Pri Alenki Bratušek sem cenil, ker je v času stavke, temle rudarjev, šla v rudnik, še v Beli je bila naplavljena, pa neke visoke pete imela, čelado, se sezula je šla not med rudarje. In so ji ploskali, hvaležni so bili, da je to naredila, tudi jaz sem ji ploskal. In se ji sploh nisem, nekje kritično, razen na odru, ki sem rekel, tam ene skeče sem imel vezane na Alenko Bratušek, ker je bila kot taka tigrica, ne, malo preveč seksualno se obnašala, in sem bil mogoče malo kritičen do njene konfekcije, ker je malo preveč nog kazala, ne, preveč je hotela pokazati, da ni moškinja, ampak da je ženstvena ženska. Ampak tole, kar mi je pa naredila, ne, da zliva gnonico po meni, pa tam na Twitterju isto, pa me blokira, to je pa vse skepneč, ne, to je moralna nerazsodnost, ker jaz se lahko spustim v politično debato, politološko debato, s katerim koli, na to temo, pa to ta tweet, ki sem ga izpostavil, zagovarjam, ker drži, ne, zato, ker sem pisal, ne vem, psihološki inkubator, to je psihološka revija, študenti psihologije so me prosili 7-8 let nazaj, če bi napisal tekst o manipulaciji, psihoanalize in nezavednem. In sem to 2 teksta spisal, tudi se jih da prebrati na mojem blogu na Publishwallu. Teoretsko argumentiram, da voli nezavedno, da nimamo svobodne volje. In potem me grejo, ker jim škodim, blokirati, ker pa sem dobil tudi blokado danes. Češ, da ne zadovoljujem nekim standardom, so me dali pod lupo in iskali tekste, ki so bili malo seksualni in iz 2017 našli nekaj, nek link na nek moj intervju, ki je že zdavno umaknjen, intervju, ki sem ga imel leta 2012, ker zdaj se me hoče utišati, sprovociralo se me je, zdaj se me pa hoče utišati, ker sem opinion maker, se pravi, javno mnenje se malo ravna po meni, ker nisem blefer, ker tisto, kar res povem, drži kot pribito, ampak je teoretsko legitimno, je polemično in zato ne smemo nobeno debato. Razen na požarjev Faktor. Septembra smo videli. Vmes bom pa mogoče še kaj posnel. Tok pa za danes.